Veseli december je tukaj, angeli so božično razposajeni, jaz pa tudi in upam, da si tudi ti. In danes sem ti seveda pripravila nebeško skop, ki je zelo angelski, zelo decemberski in seveda mojih kart mistični nadangeli. Ja, kar nekaj časa so bile tele karte, so bile razprodane, lahko pa ti povem, da so ponovno v decembru na voljo zate. Jaz jih bom pa v tem trenutku uporabila, zato da ti prišepnem, kako manifestirati v mesecu decembru. Mesec december je absolutno čas združenj, veselja in sreče in ker je ta energija seveda tudi v zraku, je zelo pomembno, da takrat tudi kaj energijsko narediš na tem, da se ti staro leto zaključi in da lepo vstopaš v mesec december s tisto pozitivno energijo, kar pa bo botrovalo potem tudi vstopu v leto osmice. Ampak naš prvi nebeško skop, potem se bo nadaljeval januarja, se bo absolutno nanašal na to, torej kako uspešno zdaj stopiti v to, da vse, kar se je dogajalo v leto sedmice in veliko se je dogajalo, če se strinjamo, pusti za sabo, kaj narediti in na kaj se osredotočiti, da čistaš te energije manifestacijsko in se odpreš novemu letu, torej osmici, ki prihaja, ki je absolutno velik potencial za to, da boš cvetela. Tako da, ekola, to je to in res se veselim, kaj bo zdaj tele karte povedale. Dajmo začeti mogoče tokrat, strelci, kaj če bi mi tokrat začeli z vami, ker vem, da je to tudi mesec kozorogov, ampak recimo, da so strelci tisti prvi, kaj pa če bi tokrat sestavili nebeško skop iz te strani in bi začeli z vašim mesecem, torej predvsem vašim mesecem, torej z strelci, pa boste tokrat vi prvi. Ponovadi morate čakati do konca, danes se odločili, da boste pa vi prvi. Torej, kakšno je vodstvo za uspešen zaključek tega leta in vstop v 2024 za strelce? Ekola. Naša prva karta je nadangel Džofiel, pa pazi to, veš, kaj sem rekla leto osmice, karta je 26, 6 plus 2 je 8, pa rekla sem čiščenje. In karta pravi, da je bilo dovolj obremenitev, zahtev kaosa, čas je, da se umiriš in tudi, to je tudi karta energijskega čiščenja doma. Po domače povedano, dragi strelci, skramo stran, Torej, v tem letu se vam je kup enih stvari nakopičil in verjetno ste imeli dostikrat občutek, da imate vsega vrh glave, da ne morete več kogarkoli poslušati, da ne morete več karkoli narediti, tako dosman. In če hočete, da vam bo leto 2024 res uspešno, je zelo pomembno, da očistite energije, da energijsko očistite svoj dom. Da energijsko očistite svoje misli, da se umirite. Ne si december, strelci, glede na to, kaj se vam je odprl, spet nares, to moram to kupiti, moram to skuhati, moram tako naprej, ker boste prišli januarja, toliko utrujeni ven iz tega. Jaz bi tukaj dala malo, iskreno povedano, na stran vse, kar ni vi. Ogromno neke podpore v obliki meditacije, ogromno nekega čiščenja prostora, znebiti se na vlake, stvari, ki so kar malo tam nekje naložene v kotih, pa ne veš, zakaj so naložene in tako dalje. Za tebe bi bilo to res pomembno in energijsko prečista dom. Kadar prije Džofiel, vedno so pomembni tudi prostori. Energijsko očista dom, prekaditi ga, jaz verjamem, da kakšno tako metodo poznaš, če ne imaš tudi na naši spletni strani, imaš spletni program energijsko očiščenja prostorov, tako da dej energijam, da zadihajo, veš, da bojo lahko potovale, da bojo lahko šle naprej, No, potem pa, kozorogi, vi ste pa predvsem, ne vsi, se vem, da ne vsi, ampak predvsem ste januarski, in vi seveda za strelci greste naslednji v tem našem nebeško skopu, Gabriel, nadangel Gabriel, čudovito, dragi kozorogi, lepe novice, številna presenečenja, manifestacijske čarovnije. Kar drži, seveda se strinjam s karto, ampak ti bom nekaj povedala, ker je gor tudi številka 3 in tako dalje. Kadar vidimo nadangel Gabriel, ti hoče povedati, da imaš ogromno nekih darov v obliki pisanja. To pomeni,
da vkolikor hočeš spustiti to leto, lahko recimo napišeš kakšno pismo, kak seznam stvari, ki ti niso funkcionirale, pa na nek varen način pol to zažgeš. Lahko si narediš seznam želja pol za leto 2024, mogoče kak novoletni obred bi ti prišel prav. Karkoli bo v obliki pisane besede, tudi sodelovanja, prošnje. A veš, kaj mislim? Nekaj, da spravaš na papir in potem predstaviš drugim ljudem, to bi te zelo podpirali. Vsi oni, ki ste imeli kadarkoli idejo pisati članke, napisati knjige in tako dalje, v letu 2024 bi vas ta pisana v bistvu beseda izjemno tukaj podpirala in jaz bi ti absolutno to močno svetovala, da greš v to. Okay? Tako da ne pozabiti na to pisano besedo, lahko seveda nad Angel Gabriel pokličeš zraven, ampak absolutno v tem imaš moč in manifestacijo, tako da veliko uporabljaj pisano besedo. Okay? Kaj pa vodnarji, kamo mi puščali za sabo in tudi jaz, ne? In seveda manifestirali na novo. No, pa dajmo. Vodnarji, Raziel. Evo 7K gor, ko in čakamo, da tale 7K gre. Ne, vse je bil luštven let. Tak, fajn, nekaj sem se vrel. Jasnovidnost, kanaliziranje svetlobe, spet moram delati, pa je zdaj to, razumeš? Preroški darovi, s katerimi moraš pomagati sebi in drugim. Več kot očitno bom jaz tudi v naslednjem letu s tabo in ti bom vse to predajala, kako pa drugač. Absolutno, ta karta simbolizira to, da karkoli je bilo v letu sedmice težkega, je botrovalo zelo hudi, ampak mislim pozitivno hudi duhovni rasti, do velik prebojev je prišlo, ne. Mogoče smo kakšni vodnari, tudi jaz sem tudi doživela pač eno tako bolečino, recimo v letu sedmice, ko sem izgubila kužka, pa sem bila zelo navezana, pa tako naprej. Ampak recimo, če zdaj pogledam za nazaj, ne, recimo odhod moje psičke, sta res zelo lepa leta doživela, pa tako naprej, ampak veliko sem se naučila, ona je meni ful veliko pustila znakov, ogromno nekih svetlobnih stopinj in ogromno je tudi zaradi tega prišlo nekih novih informacij. Jaz upam, da ti sicer nisi doživljala kakšne odhode, kakšnih ljubljenih oseb ali pa živali, pa tako naprej, ampak kolikor se ti je karkoli težkega dogajalo, tako naprej, ker ljudje pač zgodijo se nam stvari, razumeš, je to botrovalo ravno temu, da še bolj duhovno zrasteš, da dobiš še nove informacije, katere lahko uporabiš. In naslednje leto je zate definitivno zelo močno na področju torej jasnovidnosti, preroških darov, kanaliziranja svetlobe in tako dalje. Jaz bom samo nadaljevala svoje delo, več kot očitno. Moram še kakšne karte absolutno narediti. Jaz mislim zdaj, ko sem to pogledala, mislim, da češ še za kakšne nove karte, glede na to, kar je tukaj čez prišlo. Mogoče sem zdaj kaj namigala, ne? Ampak vsi ostali, ki boste pa na novo stopili po tej poti, veliko vas je vodnarjev, ki ste lahko duhovni učitelji tukaj, če ste kdaj hoteli biti duhovni učitelji, če ste hoteli biti meditacijski učitelj, če ste hoteli svetlobo pomagati svetu s kanaliziranjem, imate v letu osmice izjemno priložnost. Najprej se učite vsega, kar je bila 7K, kar vas je rabilo duhovno prebuditi, okay? In v 8K toliko, da veste, da lahko pridete v Lightworker vrste. Sej, če imaš pri komu tečaje za to od akademij, kanaliziranja tečaje, jasnovidnosti, ne vem kaj, imaš pa tudi pri nas. Ponovadi začnemo sicer spomladi s temi tečaji in tako dalje, ampak pri nas imaš teh orodij za biti Lightworker res ogromno. Tako da, evo, to bomo delali vodnarji. Leto osmice, lušno. In potem gremo naprej na ribice. Ok. Ribice. Sofija, živja Sofija, lepa roza puhasta, ne? Srečna družina, svetlobna ljubezen, prijateljstva, partnerstva, poslovni odnosi, to je naša Sofija, otroci in tako dalje. Drage moje ribice, pa še vi morate to biti, ker ste itak imate dušo nosite na dlanje, zdaj rečem za ribice. Pa jaz sem riba še vem kako je, ker jaz sem pa še, sicer sem vodnarka, ampak sem pa riba v podznamenju, tako da poznam tole, a ne? Drage ribice, vkolikor vam je v letu sedmice, so vam odnosi odhajali, so vas prizadeli,
niste razumeli dejanj, zakaj ljudje to počnejo, na kakšen način to lahko, kako se lahko z vami obnašajo, pa tako naprej. Naj vam povem, da je to samo zaradi, ker te ljudje vam res niso imeli kaj zadati. Ko boste prihajali nekako do novega leta, spustite iz tega leta, spustite bolečino, ki je bila povzročena na področju odnosov, veš. Če so to ljudje res razočarali, če ti res ni bilo okej, kako so se obnašali do tebe in tako dalje, okej, v redu, ampak to ni zato, ker lahko to karkoli o tebi pove, to ni zato, ker je karkoli s tabo narobe. A veš, kaj mislim? Pač ni zato, res ne. Ampak zaradi tega, ker niste več na isti frekvenci. In če to uspeš pustiti, lahko tudi s kakšnim novoletnim obredom, tega tako naprej, z joki se, če treba, te drug let čakajo nova prijateljstva, nova sodelovanja, novi ljudje, taki, ki bojo res, ko, a veš, kaj rečeš, se ti usedejo na srčno čakro in ti bojo dali veliko podpore. Tako da očitno v letu osmice boste cveteli, ko boste imeli tako podporo od ljudi in si jo tudi zaslužite, ampak dajte mogoče najprej katerokoli bolečino, ki je bila vezana na to, spustiti ribica. Je prav, dajte, ok? In po ribicah imamo ovne. Sem mogla malo razmisliti. Ovni, dragi naši ovni, kaj pa boste vi spuščali in manifestirali? Metatron, nove možnosti, več možnih poti, odločitve, intuitivne občutke, tako naprej. Angeli nagrajujemo pogumne. Všeč mi je. Tale karta pa simbolizira tako, dragi ovni, da če vam je iskreno povedala, kdorkoli v letu sedmice probu soliti pamet, kaj bi vi mogli početi sami s sabo, pa s svojim denarjem, pa s svojim življenjem, pa s Svetim Petrom zaradi mene, tako naprej, dajte vsa ta mnenja pustiti za sabo. Ljudje, vi ste neki napredni mentalisti, ljudje vas ne razumejo vedno, imate neke ideje, ki jih ljudje v svoji glavi objeti ne morejo in so vam mogoče bili pametni ali pa skeptični do tega, kar vi hočete narediti, sledite samo svojim idejam, to je pa nadangel Metatron. Sledite svojim idejam. To če reče, pa kako boš to naredila, pa zakaj boš jo? Sledite svojim idejam. Zaradi tega, ker do tistega, ker si boste vi v letu osmice, nekaj se boste lahko, mogoče, zato ker nadangel Metatron je tudi nadangel časa, mogoče nekaj na hitro zaželeli. To se ti lahko zgodi, da si stvari na hitro zaželite in vam ne bo jasen, kakšna je pot do tja, vi sam pejte po tej poti. Če bo treba kaj navigirati, korigirati in tako naprej, sam pogledajte na nadangela Metatrona, on bo vam to pomagal. On bo vam to pomagal in je več poti do tja in vi to lahko naredite. Ni samo ena pot, ni jasna pot, ampak gre se samo za to, da na to pot pa stopite. Če ste imeli kakšne želje, pa tako, ko ste jih kar prestavljali, ker je nadangel Metatron tudi nadangel časa, ne več prestavljati. Ne več predstavljati, ne reči, ja, pa bo naslednji let bolj pravi čas za to, pa tako naprej. Ne bo, zdaj je ta čas. Tako da, hop, dragi ovni. Kaj pa biki? Kaj bo pa z vami, biki? Da vidimo. Takole. In tole imamo zdaj bike. Biki, ne so strašne karte, če se je klele pokazala, tale izbira, ker piše gor, tekst preberem, tale izbira v taki obliki ni najboljša. Vem, da tega ni najlažje slišati, piše na karti, a najte potolažen s tem, da obstaja še veliko boljše izbire. Jaz mislim, da je tudi prav, dragi biki, da obstajajo kdaj kakšne karte, ki se takole odprejo, da tudi če malo, ne vem, nekaj naredimo na svoji poti, da se nas, malo usmeri nazaj na pravo pot. Nekatere poteze v letu 2023 za vas niso bile najboljše, nimate se za njih kaj zaobtoževati, pa tako naprej, niste pa mogoče, zelo iskrena bom, če prijatelji v karti, pač Leona vas je takole poiskala, tudi ko zgleda na karti zelo odločna. Nekatere stvari, dragi biki, ste v tem letu mogoče nekatere stvari narediti, tako bom rekla, nepremišljeno, prehitro, morda prepočasi, preveč bikovsko, to pomeni, da ste se zaleteli v to, pa niste dvakrat razmislili, kaj bodo posledice.
Zdaj, to ni karta, ki bi vam dala zaradi tega dovoljenja, da vzamete en dolg bič, pa se z njim bičate po vašem hrbtu, zaradi tega, ker to pač ni to. Okay? Je pa res, da vas čaka nekaj zaradi tega večje ekstremno delo v letu osmice. To pomeni neke manifestacijske priložnosti, ki vaša duša je mogoče malo zamudila v letu sedemke, zaradi česarkoli že. Verjetno to sami veste. Lahko morate, jaz bi rekla, da skoraj morate v letu 2024 nadoknaditi. Bili bolj pridni, bolj dosledni, mogoče tudi glede, če pogledam njo, kakšno energijo ima, mogoče malo manj, kaj je jaz, kaj jaz hočem, in če, to je zelo dosti bikovska narava, jaz hočem, da je to po moje, in če ne bo po moje, da te razumeš. Jaz vam v letu 2024 ne bi tega svetovala. Mi sodelujemo z drugimi ljudmi na tem planetu, tudi včasih imajo drugi ljudje tudi kaj prav. Vzamite kak nasvet, sodelujte z drugimi ljudmi, pustite si tudi kak nasvet sprejeti, tako naprej. Zato in malo več nekega fizičnega dela boste rabili za nekatere stvari, da se vam zgodijo. Torej, ne jih kar ali zamahniti roko, pa reči, jaz to ne bom, ker ni po moje, pa tako naprej. Res vas čaka organiziranost, doslednost, večje delo, več ur tudi dela na dan za svoje sanje, pa želje predvsem tako, definitivno tako, da malo tole nadoknate, kar ste mičkeno zamudili, ampak jaz mislim, da v tem času pa prostoru se vedno da vse nadoknaditi. Tako da, biki, leto dela absolutno pred vami. Okay? In po bikih imamo dvojčke. Ja, dvojčki, opa. Tale je pa kar zažarela mi. Dvojčki, Magdalena, resnica. Čas je, da postaneš opazovalec, opazovalka, da ti razkrijem pomembne stvari za nadaljevanje. Zelo, zelo, zelo jasna karta. Magdalena absolutno je zelo močna v točno tem, kar bom zdaj jaz povedala. In sicer, dragi moji, v letu 2024, dragi dvojčki, ljudje ne bojo kar vedeli, kaj vi razmišljate. To pomeni, da vaša naloga je, da zelo jasno izražate, brez kakršnekoli užaljenosti, kdo ste, kaj pričakujete, dokdaj bi stvari imeli radi narejen. Ko začutite, da z nekom prijete tudi v kakršnokoli navzkrižje, da vam nekaj ni prav, ne zadeve dati pod prepražnik, zato ker se začele nabirale. V grleni čakri, tudi če pogledamo pač to karto in ta nakit nam simbolizira, ki ga ima ona okrog vratu, ne morete stvari zadrževati, zaradi tega, ker bi se vam samo nabirale. In zelo, zelo pomembno je, imate sicer vidite karte številka 38, kaj je not, to je super, trojka zraven simbolizira veselje, ampak 8 plus 3 je pa 11, je pa mojstrska številka, ki pa lahko tudi preizkuša. Tako da, ampak mi hočemo zdaj zagotoviti, da boste iz te karte vzeli trojko pa 8, ok? Takoj, ko vam nekaj ni prav, takoj, ko si nekaj zaželite, takoj treba dati v komunikacijsko polje, takoj povedati, to so moje meje, ali pa tako si želim, ali pa prosim, pomagaj mi, nič ne zadržujte. Ogromno neke komunikacije. Stvari je treba povedati, stvari je treba dati ven. Če vas karkoli prizadane, povejte takoj, ne pa čez en let, da boste izbruhnili, ja, veš, kaj smo ti meni takrat naredil, ker človek itak več ne ve, zakaj se gre. A veš, kaj mislim? Tako da dajte malo na tem delati, a ne, saj vi to znate, ampak taka komunikacija, ki je mirna in vam bo šla ta mirna komunikacija, koliko jo boste naredili takoj, ko se nekaj pojavi, pa takoj, ko se nekaj zaželite. Tako boste tako res v svoji polni resnici, ok? Zato da vas ne bi pol tudi mogoče malo odnosi preizkušali, pa tako dalje, ja? Ok, in potem imamo po dvojčkih, imamo rake, ja? No, vi rakci, ok? Iris, odpuščanje in spuščanje, krivde, težke zamere, ja, raki. Jaz imam vas prav na piki, jaz opazujem že par mesecev, vi vedno končate v nekih kartah za odnose. Kva imate vi to, raki? No, angel Iris,
Absolutno. Lej, ful dober. Jaz mislim sicer, iskrena bom, da takoj, ko sem odprla karto, pa ko sem njo pogledala, je, odnosi z drugimi ljudmi razumem, ampak mogoče je meni tukaj zavibriral konkretno za vas rake odnos do sebe. Dostikrat ste bili v nekih notranjih občutkih, ali krivde, ali da niste verjeli vase, ali da ste se ocenjevali, kaj delate narobe, zakaj se vam te stvari dogajajo, zakaj se ljudje do vas tako obnašajo. A veš, ta nek podzavestni princip, sem jaz kriva za to. Ogromno boste mogli v bodočem, v tem letu, dajte delati, torej v tem mesecu spuščanja kakršnokoli težkih občutkov do sebe, samosabotaže, krivde, da niste, občutek, da niste dosti naredili in tako dalje, meditacije seveda na to temo in tako dalje, tudi mi bomo tega veliko imeli. Naslednje leto ful ene prijaznosti do sebe, raki pa rakice, prijaznosti do sebe, cence, spoštovati se, vedeti, da ste fajn osebe, niste popolne osebe, ben izmed nas ni, nikoli ne bo, ampak to, da veste, da si zaslužite ljubezen in da boste s sabo delali na način, da ne boste sprejemali čist nič manj, kakor je to. A veš, kaj mislim? Jaz bi vas rada v naslednjem letu res videla, da se imate res radi, da si to tudi dokažete. Okay? Sebe bi dala ful na prvo mesto, glede na Iris, ki je prišla. Okay? No in po raki gremo k levom. No pa dajmo levi, kaj pa boste vi delali v 24-ki? Emanuel, pozitivne misli, pričakovanja, dviganje frekvence, če te je kaj spravilo dvome ali pa ste si zaželeli čisto na novo. Okay? Levom se sicer to ne zgodi velikrat v manifestacijskem polju, mogoče kdaj samo mal v glavi. Vkolikor, dragi levi, ste imeli kakršnekoli vezane bolj bi rekla, to je Emanuel specifičen za to, manifestacijske skrbi. Ali se vam bo nekaj poslovno išlo, ali se vam bo nekaj okoljsko išlo, pa tako naprej. Samo malo v decembru, samo spucite te misli, ki so vas malo zamajale, pa čakaj, jaz sem lev, jaz znam manifestirati, zakaj se je zdaj mi pol to zgodilo, pa tako naprej. Torej, ne notranji občutek mogoče tukaj, kar imajo recimo raki pred vami, ampak brez zunanji občutek. Zunanji občutek. Ljudje, s katerimi ste mogoče sodelovali, so bili okrog vas, pa tako naprej, pa se vam je zdelo, da vam mogoče malo polena mečejo pod noge, pa da vam nočejo pomagati, ali pa da vam ne pomagajo na dosti dober način, pa da niti ne poslušajo, kaj imate vi kot seveda levi, najboljša ideja na tem svetu, kako že to gre, vem, ker sem poročena z levom, tako da samo nič ni narobe, samo malo se mentalno spucite, delite samo torej, na nivoju mentala, to je to, zadeva rešena. Jaz bi samo malo neko čiščenje misli naredila, preventivno, sedem, kaj so bile neke misli, da bi bilo nekaj ful narobe z vašo energijo tukaj ni, ampak samo mogoče kakšne misli. In potem definitivno, se vam pa definitivno potem odprejo nove stvari, ker piše, ali pa če si zaželela nekaj čisto na novo. Kar pomeni v 2024 je vam pa zelo naklonjeno, da se vam začnejo stvari dogajati, ki so čisto drugačne, čisto na novo, vse tisto, kar še niste do zdaj delali, bi se vam ful znali odpirati. Še mogoče vas bo presenetilo, ker boste imeli nek načrt, kaj neki vi bi, pa boste še bolj dobili, kot ste načrtovali. To se vam pa definitivno odpira, ker če pogledam 12, torej za decembro se vam zaključijo ta mentalni cikl, potem pa 1 plus 2 je 3, to je pa številka sreče, veselja, veš, to je ful vesela številka, to je res ono, ki cvetiš v način, ki ti je toliko fajn. To bo prišlo, pa veliko bo v obliki presenečenj, tako presenečeni boste, neke stvari se bodo zgodile, niti niste prosili za njih, ampak vam bodo dostavljene, lahko tudi na moj naslov priješ, Emanuel, jaz ti bom odprla vrata, skratka čestitke levi. Ok, pa gremo potem naprej na device, evo device, kaj pa bomo z našimi devicami? Device, Zadkiel, duhovna znanja, spomini prejšnjih življenj. Device, dober je, ker imate številko 9. To je neuničljiva številka,
številka svetlobe, številka angelov, številka preroških darov, pa tako naprej. Device nič nimate za spuščati na večje, tako da, juhej, edino znamenje v tem nebeškem skopu. Ste že mogli nekaj narediti prav. Okay? Skratka, vem, da je ta nebeški skop, kaj bi mogel spustiti iz leta 2023, bom se nekaj spomnila. Spustite to, da pač ne delate tega, kar bom zdaj rekla, ok? Ej, device, vi pa, vam se bo pa drugo leto, to bo tako, ko bi dol prišel in te razsvetljiv ful odpiral sposobnosti vizualizacije, pa meditacije, pa sposobnosti branja kar, pa tega, pa preroštvo, pa kar neke te stvari bojo prišle, pa vi boste to kar kanalizirali, pa angeli bojo čez vas gori, pa to bo čista norišenca. To je fajn. Naredite, mogoče, ko vidimo na uro zadnji, naredite nekaj iz tega, da je uporabno. Poglejte, kako lahko to res uporabite za svoje napredovanja, a so to čustvena, a so to poslovna, pa tako naprej, ampak ogromen. Čaka vas drugače mirno leto. Lahko vas, če se note kaj zakomplicira, ampak načeloma ne. Ampak tako res, ful se boste spomnili iz prejšnjih življenj, kakšne sposobnosti ste naučili. Vedno več vas bo zanimalo duhovnih znanj. Jaz bi recimo naslednje leto ful posvetila temu duhovna znanja, ne vem, a so to tečaje, je to meditiranje, a je to branje knjig. A veš, kaj mislim, ampak prav srečni boste v teh energijah in vse ostalo vam bo šlo prav tako. A veš, super device, veseli smo. Eni moramo pa delati, ne. Kaj čestite, lepa, mirna, zadki ali je zelo tako, tak angel, vse v redu. Evo, to je to. Za devicami pa tehnice. Tehnice, kaj ste pa vi delale? Evo ga. Sakjel. Magičnost, pomagam ti zmanifestirati karkoli že. A potrebujem tvoje dovoljenje? Zaupanje v svoje sposobnosti, se trudiš in delaš za svoje sanje. Tehnice podmače bomo zdaj povedali. Pa kolikor ste bili v letu 2023, kdaj občasno malce leni, ja pa meni se to ne da, pa jaz ne vem, pa jaz zdaj tole ne bi, pa mogoče kdaj kasneje, pa danes ne bi meditirala. Tako, a veš, ono malo, tako malo neki, da ima tehnica ven iz tega, ok. Absolutno, na dan Gesaki je to čista magija in vi imate z njim možnost, da manifestirate vse, kar je fizičnega, vključno z obiljem in tako dalje. Lahko se tudi učite magije, ob manifestacijski ure. To imaš pri meni tečaj bele magije, mislim, se zdaj enkrat malo začne. Poglej se na potovanje duše.si, super vino pa fajn. In stvari vam dobesedno lahko padajo in to mislim tako resno, manifestacijsko padajo, to pomeni, da se kar zgodijo, da kar pridejo k tebi, pa tako naprej. Jaz bi postala glede želja sama do sebe, če je bila zdaj tehtnica, malo bolj zahtevna. Ne pa ono, stoplit slam na mestu, zato ker vaša duša je živčna, vaša duša nosi v sebi ful zapise, tudi če iz prejšnjih življenj magije in nosi ful zapise sposobnosti magije. A veš, kaj mislim? In njej je prepočas živčnost. Ne bo srečna. Čop, tehnice. Okay. In zdaj nas čakajo samo še škorpioni, ker smo seveda začeli s strelci. Ok, in zdaj še škorpioni. Kaj boste pa vi? Grand finale. Vaš mesec se počasi zaključuje. Ali se že? Mislim, da se že. Ok. In še zadnja karta škorpionska. Aurora. Poletje. Uživati v dnevu pred seboj. Tvoja sreča je nujna cvetlica na travniku obilja. Poletni meseci te bodo obdarili z nečem dobro. Jaz bi si to poletje zapomnila. Ampak na dan Aurora je karta številka 16. 6 plus 1 je 7. Pa tako naprej. Zdaj pa, glede na to, ti moraš nekaj vedeti, ne? Če si zdaj škorpionka, pa to gledaš. Jaz sem samo messenger, torej glasnik, jaz samo predajam sporočila. Kakršnekoli reklamacije sprejemajo angeli. Ampak jaz ti bom povedala, kaj je ta karta, glede na to, kar je ta nebeško skop odprl. Škorpioni, dajte biti včasih malo manj zateženi. Okay? To pomeni, da včasih ste tako, pa kakšni ljudje bi vas tudi tako opisali, ste znali biti težki in ste znali komplicirati stvari za brez veze. In ste znali, razumeš, tam nekomu spiti možgane,
in tako naprej. Na koncu, ko ste vi mislili, oziroma nekomu predstavljali, da je konc sveta, nič iz tega se ni zgodilo. Jaz sicer ne vem, kako boste vi to naredili, ker ste res odločen karakter, ampak dajmo mi iz vas narediti ne komplikatorja za leta 2014. Dajte se malo naučiti biti sangvinični, lahkotni, spontani. Daj gremo nekam, pojmo. Ne pa, čakaj, to je treba pa zdaj preštudirati, ne moreš, ker to moraš organizirati, to je treba pogledati koliko denarja, pa to tako. Dajte si malo uživati v življenju. V 2024, kaj če bi si vi vzeli, pa poleti se vam nekaj lepo dogaja, da malo uživali. Da brez malo, ne vem, lahko bi videli svet, ker Aurora je tudi angel potovanj, zelo fajn, da bi malo videli svet, da bi malo uživali, da bi šli malo ven, da bi se malo, razumeš, družili, da bi kaj dobrega pojedali, ne, da vse mora biti to, jaz sem resen, odgovoren škorpijon, ki ima vse premišljen in vsi drugi, ki nimajo tako razmišljene stvari, tako kot jaz, bom jaz, da njim povedal. Veš, tukaj je zelo eno sporočilo, ki se ga nažalost včasih ljudje naučimo na bolj težke načine, samo enkrat se živi, ne. In ja, jaz se strinjam, da je treba v življenju biti priden pa odgovoren, pa tako naprej, ampak je pa res, da življenje tudi ni nekaj za zamujanje, da nikoli ne veš, a boš jutri imel zagotovljen, a veš. Tako da, in mislim, da je to, da smo pridni, resni in odgovorni, tako kot ste vi, ampak včasih tudi res spontani, pa da gre življenjem ful tak lep balans, rečejo temu, tako da škorpioni, jaz računam na vas. Ne vas da prešeti, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, vse vas imamo pod streho. Ok, to je to. In te karte so ponovno prišle k nam razprodano, 2-krat, 3-krat, ne vem več, nisem štela, so ponovno na voljo, ampak to še ni vse. Tem v bistvu lepoticam se 14.12. nove karte, ki se bodo pokazale zdaj nekje tukaj, pridružujejo. In te nove karte so Kristalna dinastija, sicer od Mihaela Žmaharja. In ker prihaja v bistvu nekaj toliko zelo lepega, bo Mihael imel 14.12. brezplačni dogodek na spletu. Bo sicer tudi on več kaj povedal o tem. Predstavil vam bo karte, ki so povezane s kristali. Tudi jaz se vam bom z angeli pridružila in jaz vam bom povedala nekaj čist novega prihaja in to so portalne slike. To je pa tisto, kar je skreiralo te karte in te njihove močne vizualne podobe, ki so portali. Ampak zdaj bo ne samo to v obliki kart na voljo, ampak še na en drug način. Ampak ne bi v tem trenutku še preveč izdala, ampak v bistvu z Mihaelom sva se združila, sva ponovno združila moči. Mihael vam bo predstavil kristalno dinastijo, malo bo naredil iz tega readinge, naučil vas bo uporabljati te karte. Jaz bom pa predstavila v bistvu, kaj so to portalne slike, kako se to vse skupaj ustvarja, kako mi to potem, ko dobimo v roke, iniciramo in kako lahko ti to uporabljaš v takrat, ko nimaš nekih kart na voljo. Vse to se bo dogajalo 14.12. na spletu, brezplačno je, prijav se, mesta so omejena. Seveda pa v decembru prihajajo prelepe, božične, novoletne in še marsikatere meditacije, portal 12.12, solstici in še. Jaz mislim, da so meditacije v mesecu decembru res nekaj najbolj pomembnega, res. Poglej si, ne vem, če smo že kdaj naredili toliko lepe meditacije, kot zdaj, pridruž se, pripravili smo tudi lepa darila. In to je bilo to iz meditacijskega sveta in sveta kart in absolutno ti želim en čudovit zaključek leta in naj bo 2024, kar vem, da še bom zaželela, ker bo še imela priložnost, seveda angelsko zate in cel ta mesec. Do naslednjič, lepo se imej in adijo.